Lepo pozdravljeni v novem podcastu, enem od 12, ko govorimo o osnovni šoli prihodnosti. Tokratna tema pa starši in vloga staršev v osnovni šoli. Vse veste, kaj rečemo. Osnovna šola je več kot učilnica, je kot nek trikotnik iz 3 stebrov. Učenci, učitelji in potem so tukaj še, včasih ne bodi ga treba, včasih pa še kako potrebni, starši. A kako močan je ta trikotnik, je seveda odvisno od tega, kako dobro se vsi trije razumejo in kako dobro vsi trije razumejo svojo vlogo, ko gre za osnovno šolo. Z nami sta danes 2 prijetni dami in lep pozdrav, živjo. Najprej Lara Romih, predsednica Zveze aktivov sveta staršev Slovenije. Drži? Drži. In pa Marjana Kolenko, osnovna šola Lava Celje, ravnateljica ste. Tako. Koliko časa ste že ravnateljica? Predolgo. 21 let. In bova kar takole začela. V 21 letih ste verjetno videli veliko stvari, kaj? Kaj se je najbolj spremenilo v teh 21 letih, ko vodite šolo? Čisto zares. V 21 letih se je res mnogo spremenilo. Najprej bom rekla, spremenili smo se mi vsi. Pa ne samo zaradi tega, ker smo se mi postarali, ampak zaradi tega, ker se je družbeno okolje izjemno spremenilo. Spremenil se je način poučevanja. Spremenili so se seveda otroci, zelo so se spremenili starši, ampak seveda moram poudariti tudi, da enako tudi učitelji in tisti, ki seveda tvorimo ta vzgojno-izobraževalni proces v šolah, se je pa res izjemno spremenila družbena klima. Tako da je veliko dejavnikov, ki vpliva na te spremembe, pa lahko rečem, da res v 21 letih sem dala celo paleto čez od tistega, ko je bilo vse narobe, recimo v šolskem prostoru, ko sem prišla kot ravnateljica, do potem tudi vseh sprememb, ki smo jih uvajali vsa leta, do tega danes, da seveda uvajamo še vedno spremembe, čeprav smo jih mnogo že naredili. Ugotavljamo, da so nam pa se na nek način pojavila torej tehnologije in družbena omrežja, ki so pa, lahko rečem, dodatno spremenila naše delovanje. Pa ne govorim samo o slabih stvareh, govorim o odličnih primerih, o dobrih primerih, pa seveda tudi o veliko težavah, s katerimi se pa srečujemo tako rekoč na dnevni osnovi. 12 tem smo izbrali na podlagi prav teh težav ali pa predlogov ravnateljev in ravnateljic iz celotne Slovenije. Današnja tema starši in njihova vloga. Kako jo vi razumete kot ravnateljica, kot učiteljica, kot nekdo, ki živi in diha z razredom in s celotno šolo? Kakšna bi bila ta idealna vloga starša, preden to vprašava še Laro, ki je zdaj starš otrokom, ki hodijo v šolo? Odlično. Šla bom najprej nazaj v obdobje, ko sem poučevala. Meni so bili prvi, resnično edini sogovorniki vedno starši kot učiteljici, ker učitelj lahko počne vrhunske stvari, pa vendar, če nima podpore v starših, jih ne more, absolutno ne, tudi ne velikokrat uresničiti. To je prva stvar. Potem sem v nadaljevanju bila v svetovalni službi, jaz sem prečesala šolstvo vse poprek, po horizontali in vertikali. Mi je bil to interes, da seveda tudi ponudimo podporo, strokovno podporo kot svetovalna delavka. Sem to lahko naredila na eni strani otrokom, na drugi strani staršem. Mislim, da sem bila kar prva v slovenskem prostoru, ali pa med čisto prvimi, ko smo postavili šolo za starše. Ampak to je res odlično, po celi vertikali, za vsako razvojno stopnjo otrok, tematike, ki so ključnega pomena za razumevanje delovanja otrok, možganov, otroške psihologije, pomeni, da smo bili zelo podporni in bi si to želeli tudi danes. In pa zdaj kot ravnateljica je absolutno temeljna moja želja, da vzpostavimo ta odličen stik med vsemi 3 stebri ali pa vogali, kot rečemo, med otroki. Te lahko rečem, da jih odlično pokrivamo, vsaj to, kar lahko pri nas in tudi kje drugje zagotovo tudi, ampak mi se res trudimo, da so otroci aktivni, da so zelo udeleženi pri učenju in niso pasivni odjemalci tega. Potem zagotovo tudi k temu vabimo starše. Tukaj bomo kasneje rekli, ni več vse tako idealno, kot je bilo, ker imajo tudi svoje pričakovanja in svoje videnje. In pa seveda absolutno učitelji,
učitelji, z njimi lahko rečem, da ogromno delam na strokovnem področju, pomeni, da je kot ravnateljica moja smer absolutno takšna, da povežemo torej 3 temeljne partnerje in da dovolimo tudi, da vstopa in nam v podporo tudi zunanje okolje, ker je to tudi nujno potrebno. Torej pomeni, spremembe so tako velike, da vedno ne zmoremo več sami vsega, ampak potrebujemo tudi zunanje okolje, bi pa pričakovali, to moram povedati, mislim, da je tudi temu namenjeno, pa zagotovo več podpore pa strani torej države, ministrskega dela, kjer bi nas tudi morali podpreti v določenih razvojnih stopnjah. No, tudi o tem bova kakšno rekla še morda naprej. Lara, ko zastopate vse slovenske starše, je to seveda težko. To je enako, kot če bi enega ravnatelja ali pa ravnateljico rekel, kako pa vi razmišljate, in potem bi dobil verjetno tudi toliko različnih odgovorov. Zato morda najprej za začetek, kako izberete tiste teme, kjer boste fajtali v narekovajih, torej kjer se boste borili za nekaj, kar verjamejo starši, da to je pa v letošnjem šolskem letu pa nujno spremeniti. Ja, teme se vlečejo že iz leta 2018, ko smo spisali 7 točk, katerih se skušamo držati in se nam zdijo ful pomembne. In zdaj teh 7 jih seveda ne moramo zmagati ali pa peljati vse enako močno, ampak trenutno zagotovo učni načrti, ker se ravno dogaja prenova. Definitivno tudi del, ki mu rečemo kakovost, ne? Torej šole imajo te samoevalvacije, ampak največkrat so žal samo sebi namen. In premalo je tistega, kar mi rečemo, da se zgodi povratna zanka, ne? Učitelj dobi informacijo, kaj bom zdaj naredil, popravim, naslednjo drugo šolsko leto probam drugače, ne? Kakovost se nam zdi ful pomembna in tlele resnično delamo tudi na nivoju Evrope s pridobivanjem informacij, kako delujejo recimo na Irskem in tako naprej, da je inšpektorat ni nekdo s palčico, ki pride in kaznuje šolo, ampak vstopa v šolo kot svetovalec. Kako to bomo rešili? Kje imate? Tam so v šoli so rešili tako, na tej šoli tako, ne? Tako da bolj iskanje spet dobrih praks in rešitev, kar tudi šole počnejo. No. Potem so, ene 3 bomo kar spustili, nima dosti veze, ampak potem je pa ta, ki mogoče najbolj eklatantno bode v oči zdaj že en cajt, preobsežni učni načrti, se pravi izbijanje vsega tega balasta stran, ki je nepotreben. In tlele sicer težko pridemo čisto zraven, ker nas smo načeloma, kako razume cela sistem, da mi smo neka laična skupina, ta laična skupina je sestavljena iz psihologov, sodnikov, pedagogov, ne vem kaj še vse. Ne. Starši smo skratka zelo, zelo raznoliki, tudi po profesiji in po znanju. Zato je nujno treba poslušati vse te starše, ker imajo res dober overview, pogled na celo situacijo. No. Zdaj sva govorila o tem, kako se kot starši, kot združenje borite, svetujete ali pa, ne vem, ste en del tega stebra, o katerem govorimo. Kaj pa, če vprašam drugače, ne? Kdo so pa ti starši, ki potrkajo na vrata šole, pa naj si bo katerakoli ali pa še huje razreda in svojo bitko za svojega otroka in za svoj prav bijejo tam? Ja, to so hvala Bogu manjšina, ne, nekaj procentov, težko se bomo točno zmenili koliko, ampak recimo v Laškem nazadnje, ko so bili zdaj letos tam ravnatelji vseh osnovnih šol, je recimo 20 ljudi dvignilo roko, da so imeli od 200-300, da so imeli nekega odvetnika, potom starša na šoli. Tako da ni to masovno, vse ti pa seveda tu in tam zgodi. Največkrat se zgodi, da starš prekorači to stopnjo iz skoraj 3 razlogov. Eno je, da vidi, da ga šola ne sliši, se pravi, on neki binca, pa noben nič ne odreagira in potem ne dvigne pokrov in gre korak naprej. Ne. Druga stvar je, da so ljudje danes močno podučeni, sploh če so iz stroke in se poslužujejo nekih stvari pravnih, ki jih šola niti naj ne bi vedela, niti naj to ne počne, ona je tam za vzgajanje in za učenje. Ne. In tretje je pa nekdo, ki so pa te občutljivi starši ali pa kombinacija vseh teh 3, ki so toliko občutljivi na vse te stvari in menijo, da pa njihov otrok resnično, ne vem kaj vse se mu je zgodilo in pritiskajo zelo močno na tega otroka. Zato je tle en velik klicaj. Ne. Mi kot zveza resnično že 10 let vztrajamo pri enem stavku. Ko izbiramo starša, predstavnika razreda, zberemo človeka, ki nima težav s svojim otrokom, ampak ki vidi celostno sliko tega razreda, ki je totalno dvignjen nad tisto malico in tisto pašteto od njegovega otroka, ki ne je, ampak vidi, a ta razred funkcionira, a ta razred ima probleme z nasiljem generalno gledano in dejansko podaja mnenje razreda, ko je potem sestanek sveta staršev, ne pa svoje lastno mnenje. To je bilo največkrat 10 let nazaj to običajno. Ne? So se dobili
starši, svet staršev in potem se je čelo, ja ne, moj otrok ne je, ne. Čim sem tam enkrat ratala predsednice, je bilo, ok, najprej rešimo to. Noben ne začne stavka moj otrok, ker to nas žal ne zanima. Tej otroci v vašem razredu 8D kaj? 8C kaj ne? Tako da, ko ti dobiš enkrat te ljudi noter v svet staršev, ki razmišljajo širše, dobiš predsednika, ki razmišlja širše in potem sodeluje. In potem ta trikotnik, o katerem govorim, Marjana, deluje. In to je bistvo. Če imaš ti dobro to starše, ki dobro podpirajo šolo, ki razumejo, da so kolaboranti, ne pa nek upornik, potem tudi otroci razumejo, kdo je tle šef, ne, in starši in šola, in potem ta trikotnik dobro funkcionira. Ta uvod ste naredili krasen, res ste lepo razložili, zakaj se borite in vam popolnoma verjamemo. Pa kaj pa se zgodi, če si vsi starši vendarle ne določijo neke meje, bom morda tukaj začel. In so ti starši, o katerih govori Lara, ne ti, ki si želijo izboljšanje za celotno skupino ali pa morda šolstvo, ampak samo za svojega otroka, ker so pač prepričani, da se jim godi krivica. A ste takšne starše v vaši karieri kdaj imeli na vaših vratih? Tudi zagotovo, vsaka šola jih ima, ne glede, tudi Finska jih ima in še kdo drug, tako da ni to vse, kar tudi, ko rečemo, tam je pa tako, jaz tudi poznam dobro mednarodno prakso in vem, kje imajo težave, kje pa lahko kako dobro prakso tudi mi vzamemo in tudi kakšno delimo mi z njimi. Da se razume, to se mi zdi pomembna stvar. Za izhodišče je izjemnega pomena, da najprej si povemo res to pa je moja tudi taka ena mantra, pri nas so vsi starši, samo starši. In pomembni starši. Res, od prvega do zadnjega, ker namreč imamo vse otroke tukaj in si za vsakega otroka želimo od tistega, ko ima doma odlično okolje, odlično podporo, vrhunske starše z poklici in tako naprej, ki ga podpirajo na vsakem koraku in mu omogočajo kot tistih, ki imajo seveda absolutno zelo drugačne razmere, porast je tega, kjer so resnično kulturno-socialni kapital, ki je izjemno nizek, pomeni, da imamo vse tukaj in da se praktično ta razkorak med njimi veča. Zato je zelo pomembno, da si najprej poenotimo to razmišljanje in to je bil tudi menda moj baje prvi stavek skoraj, da ko sem prišla, ko sem imela uvodni roditeljski sestanek, ker se je res začelo, ko so razlagali, kaj vse je narobe, sem rekla, lejte, počakajte najprej, da odkrijemo, druga stvar pa, ja, seveda potrebuješ en čas, da ugotoviš, kaj je res ne deluje in kaj deluje. Naslednja stvar je pa zelo pomembno, tako je, govorim lahko v seveda mojem imenu mojega otroka in rešujem tam, kjer je to potrebno, učitelj, ne vem kje, ko grem, zagotovo to ni ravnatelj. Druga stvar pa, absolutno tu smo starši in od vseh staršev se pričakuje, da sodelujejo korektno šolo, da podpirajo še posebej takrat, ko nastopi težava, to so ti, ki imajo res težave in tu se danes tudi pojavlja največ problemov, ker otroci nimajo podpore. Veliko otrok nima take podpore, ko Lara pravi, seveda ne, to lahko rečem, ko so tudi odgovorni do te mere, da vejo, da nekaj morajo narediti sami. Veliko morajo otroci narediti, ker otroci hodijo v šolo, ampak seveda absolutno šola pa mora dati vse od sebe. Do te kakovosti, če hočemo. Mi smo v sistemu kakovosti že 11 let, zunanje presojevalce imamo, pomeni, da smo se pred leti odločili, da bomo ravno te stvari, bomo rekli, urejali. In med njimi je tudi izjemno močno področje ravno komunikacija starši. A lahko vprašam torej, kako izgleda šola, kjer starše samo informirajo, kaj se dogaja, in kako izgleda torej ta vaš del, ko so več kot očitno starši vključeni v to dogajanje. Ker če razumem, lahko vsaj tako ločimo šole, no? Absolutno, to je res. Jaz si želim, da bi bile vse šole takšne, da bi res sodelovali. Če drugega ne, da dobijo informacije, ko se reče, iz prve roke. To pomeni, da vejo, kje je smer razvoja šole, ne vem, kaj se bo v nekem letu zgodilo, da je to ta res enotna, kot rečemo, ja, informacija, ampak smo jo tudi pomagali oblikovati. Ne vem, vsebine dnevov dejavnosti se lahko kakšna dobra ideja vključi. Kako bomo reševali, ko bo prišlo recimo, ne vem, do učne težave. Veste, tu si mi predstavljamo, da bi bilo odlično, če bi starši prepoznali, prišli po pomoč pa rekli, lejte, mi imamo tu težavo, a jo lahko skupaj pomagamo reševati. In na tem segmentu bi bilo to odlično prav zaradi tega, da bi lahko otroke opolnomočili in to skupaj. Ker nič ne gre, starši doma, pa mi tukaj. Jaz vedno rečem, da je najbolj pomembno, da se mi dogovorimo med seboj.
kaj na vzgojnem področju, katera pravila pri nas veljajo in ne bomo odstopali. In to se res dogovorite skupaj s starši? A seveda, na prvih roditeljskih sestankih vsak mesec september je pomembno in jaz sem kot ravnateljica tam in kot razredniki in mi skupaj dobimo informacijo in starši vedo, da mislimo resno. To ne pomeni, da kasneje ni težav, da se razumemo, ampak vendar večina pa ve, da smo resni, odgovorni, da sodelujejo, da je tudi kasneje pomembno priti v šolo, ne samo na prvi roditeljski sestanek, ampak ni idealno, da se razumemo. Ampak na ta način mi pomagamo samo toliko utrjevati, torej to medsebojno komunikacijo. In kadar ta komunikacija deluje, takrat otroci praviloma spoštujejo tudi dogovore. A veste, kje otroci najbolj najdejo prostor za vse mogoče? Takrat, ko so starši jezni na šolo, učitelji so jezni na starše, a njihovi otroci pa dobijo to široko polje, oni se pa sprehajajo od enih do drugih in tudi včasih manipulirajo. Jaz bom kar to naravnost rekla, ker je to res. In zato je tako zelo pomembno in to želim, da se sliši, da brez trdne povezave, iskrene povezave, predvsem pa, a veste, jaz ne bom rekla, da mi pričakujemo, da bodo starši stroko delali, ker je ne morejo. Tudi če je tam nekdo strokovnjak, se šole razlikujemo, kjer smo, ampak da pa se naslonijo na našo stroko, je pa nujno pomembno. Ne, da se nezaupanje recimo širi, češ, oni niso sposobni, ti niso, od tega imajo otroci seveda največjo škodo. Ne, jaz vedno izhajam iz otrok. To sem sinoči na enem pogovoru, ko je enako bil, sem rekla, resno, največjo škodo takrat, ko se odrasli nismo sposobni dogovoriti, imajo otroci. Lara, zagotovo imaš tudi doma izkušnje, pa tudi, ko govoriš z drugimi starši, kje najbolj obupujejo, ko si želijo neke te komunikacije, ker zdaj se pogovarjamo o idealnih razmerah, kako bi moralo biti, ampak potem pa, ne vem, pogledamo v medije, pogledamo kakšne zgodbe, ki pridejo iz te in one šole, ali pa na forumih, kjer se starši pod anonimnostjo potem seveda razburjajo na določeno učiteljico ali učiteljem, se nam pa zdi, da vendarle te ločnice ni in tudi posluha ne z ene, ne z druge strani. Največkrat je problem komunikacija, torej in eskaliranje problema, dolivanje olja na ogenj. Ko se zgodi neka manjša stvar in jo učitelj ne skomunicira dovolj dobro staršu in pride to preko otroka, smo že dobili malo drugačno obliko. Največkrat takrat starš znori, ker verjame otroku, druge informacije nima. Če pride v šolo in dovolj razumen in posluša drugo plat zgodbe, se v 80 postih konča, aha, nisem vedel, da je bilo pa tako, ne? Ok, 20% pa reče, ne, šola, vi nimate pojma, jaz vem, moj otrok zagotovo tega ni naredil. Na tiste ne moramo vplivati, ker so prišli že s tem, da nočejo slišati in razumeti. In za tega je treba te učitelje usposobiti v hude vrhunske komunikatorje, da uspejo s takimi starši dobro sklepetati, kaj zdaj tle je bil problem, pa kaj ni, ne. In valjda to je, ko pride starš z pestjo in na drugi strani kaj če biti, ne, drugo, kakor pest nazaj in se seveda ne morata zmeniti. In kako ta učitelj, ki bi mogel biti hudno dober lisjak, da tega starša umiri, tam rata največji problem, ne. In ponovadi za neke parcialne male težave, konkretno vezane na njegovega otroka, na njegovo oceno, na neko obnašanje, na neko eskalacijo, na nasilje in tako naprej. En problem so pa še tisti starši, ki pa sploh ne pridejo zraven, ne? In rečejo, briga me. O tem bomo tudi govorili, ampak morda še eno vprašanje. Nenavadno se mi zdi, vsaj sam sem generacija, tudi ti verjetno, ko smo učitelje zelo spoštovali še, ko smo imeli do učiteljev nek strahospoštovanje, nek rešpekt. Danes pa smo mi starši, ki tega več kot očitno ne znamo dati našim otrokom. Kje se je tukaj v tej vlogi staršev zalomilo? Ker če bi doma, kot ste tudi vi rekla, vzgajali naše otroke, da starš pač pove, učitelj je nekdo, verjetno tudi učenec ne bi imel takšnega odnosa do svojega učitelja. Ja, točno to. Torej, če starš podpre šolo, potem je tudi ta otrok spoštljiv do ljudi tam. Takoj, ko ti vidno ali nevidno govoriš doma slabo čez šolo, otrok se sliši, pobere in ima enako ta problem. Zdaj, razlika v tem, da takrat, ko je veljalo strahospoštovanje in so leteli tisti ključi po razredu, je bil en ekstrem, ne? Drugi ekstrem imamo danes, ko tega spoštovanja nikjer ni. Spoštovanje, takrat so se ga pridobili na silo, ne? Danes si ga moraš pridobiti dejansko z dejanji. Če si ti vreden spoštovanja. Otroci niso neumni in točno vejo, kdo je vreden spoštovanja. Učitelj, ki prvo uro pride noter in je tiho, dokler razred ne utihne in če ne
prej pa po 15 minutah, ali pa z nekim ukrepom, ali pa z neko interakcijo, ali pa nekaj jih povabi, si bo naredil zelo hitro v prvem tednu en sistem in tam bo kar enkrat ta razred čudovit, ta isti razred bo pri drugem učitelju pa ponorel, mislim, letijo stoli, ne vem kaj, skratka, torej, se vidi, da ni samo razred kot tak, ampak je kaj pa učitelj zmore. In to je težko, jaz ne rečem, ne bi bila rada v njihovih čevljih, ampak biti tak frajer, da imaš vse cak in da sam vlečeš te džokerje in kako boš ti z razredom deloval, to je idealen učitelj, ne? K temu jaz moram nekaj dodati, nekaj strokovnega. Namreč zakaj? To vse drži, o čemer se zdaj pogovarjamo. Ampak izjemno pomembno je pa ravno to. Mi v stroki smo začeli tudi neke stvari zamenjevati. Češ, ne, če bo avtoriteta, če bomo spoštovali avtoriteto, pomeni, da bomo, ker smo v tej učilnici, ne, sedeli z rokami na hrbtu. To ne drži. To je mimo. In tudi pomeni, da je to strah v ozadju. To želim povedati. Jaz v življenju nisem bila netepena in ničesar. So me resnično z eno besedo, s prvo besedo, so me naučili moje odgovornosti, ki jo celo življenje res nosim v žepu, kot velik džoker. In tega nismo več sposobni narediti, ker si mislimo, ne, da ko je avtoriteta, se ne sme nič početi. Ne, ko je red v razredu, ni ustvarjalnosti. Ne, jaz veliko krat rečem, dajte ga nalomiti. Kako bom jaz ustvarjalna pa pri miru sedela? Zelo težko. Želim povedati, mi smo v stroki tudi neke stvari v teh letih spustili, ne? Ker smo enostavno smo se prestrašili v nekem trenutku. Ne me vprašati, kdaj se je točno to zgodilo, da se je res to, da učitelji niso več upali ne postavljati pravil, ne postavljati biti frajerji. Jaz sem bila vedno frajerka učiteljica, tako da ni bilo super. Ne, šalim se, ampak to, tudi res je. Upala sem si početi stvari, ko lahko rečem, da danes, ko pogledam nazaj, pa rečem, res sem bila frajerka, sem delala pred tolikimi leti take stvari, ko so danes inovacije, sama. Želim povedati zelo pomembne stvari, da so se učitelji prestrašili zdaj nečesa, otroci instinktivno, a veste, otroci imajo čustveni del izjemno razvit še. In instinkt še vedno zelo razvit. Oni točno čutijo, kdaj se učitelj starša boji. In tudi obratno, da se razumemo. Zato smo tu nekje spustili to razmerje in ga je treba zdaj tudi urediti. Namreč urediti, šola mora biti prostor, to zagovarjam od jutra do večera, 24 ur na dan. Prostor, kjer se otroci seveda počutijo varno in dobro. Ampak ne dobro v smislu, da se imamo fajn. Da se jim omogoča, da lahko se na kreativne načine učijo, da lahko sodelujejo, da lahko pomagajo, da lahko ustvarjajo, pomeni, da jih mi opremimo z drugimi znanji. In tu se nam je izgubilo na tej poti tudi. Težko si zdaj dopovemo, ne, tudi mi staršem, da si absolutno prizadevamo za tako šolo in bolj imamo pokrov nad otroki in nad šolo, manj tega bomo lahko naredili. Predvsem se je pa vnesel strah. In še samo ena stvar, družbene razmere so se spremenile. Ne pozabiti. Ne? Prej, ko smo rekli, družbene razmere, družbena omrežja, če hočete. Danes se vse dogaja praviloma tam. Danes nismo več sposobni skorajda takole si iz oči v oči sesti in pogledati. Ne, ker lahko tam napišemo in se lahko tudi skrijemo, če hočete. Tam to se ne rešuje. Pomeni, da samo širimo negativno stvar, nismo pa sposobni torej si povedati, kje je težava in jo tudi razrešiti, poiskati pomoč. Mi smo se zelo globoko zapletli v ta vozel, ampak jaz mislim, da eni zdaj se trudimo, da ga tudi malo odvozlavamo, da bomo enkrat naredili spet eno tako normalno okolje za to, da bodo otroci lahko odrasli v tiste samozavestne, kreativne mlade ljudi. To je namreč cilj in to bi nam moral biti cilj. Nisem pa prepričana, da je to cilj tudi države. Samo državi zdaj ne bom vprašal tebe, Lara, imam tudi svoje mnenje o tem, ampak bi morda o teh starših, nekateri mi reče helikopterski starši, to so tisti, ki vedno skočijo, a ne? Po drugi strani mislim, da je malce druga snowplow parents, to so pa tisti, ki pustijo in naj bo tako, kot je, ne? Se pravi, zdaj vprašanje za te starše, ki jih nikoli ni.
Ne? Ali se ukvarjate tudi, naprimer, ko govorite starši, ki ste aktivni o tistih problemih, ki se ne morejo rešiti, če ne pride zraven tudi starš. To se nam zdaj kar dogaja, marsikje po Sloveniji imamo morda nekoliko večje etične skupine, tudi priseljencev, kjer se starši zelo redko ali pa se sploh ne vključujejo v družbo oziroma sploh v šole, potem pa rešujete problem, ki morda niti ni vaš, po drugi strani ga pa ne morete rešiti brez njih. Ali se vam to dogaja in kaj tukaj starši lahko naredijo? Ja, starši bi mogli seveda biti, tudi če se ne strinjajo s politiko šolskega sistema, bi mogli biti aktivni, ker dokler ti ne veš, kaj se v šoli resnično dogaja, je lahko biti pameten in tam nekaj, pametovati od zunaj, ti moraš vedeti, kaj se približno v šoli dogaja. Oziroma, če si tak povprečen starš, kot sem jaz in dajmo reči, ta večina je, vem, kam hodi, vem, da je varno, poslušam otroka, če mi pojamra za kakšno nevarnost in to je to. Več od tega pregledujemo naloge, se ne vpletamo, se načeloma ne učimo z njimi in tako naprej in dopuščamo možnost, da tudi pade razred, piše slabo oceno, karkoli, skratka, kot ne, da smo te helikopteri tako preveč prisotni, ampak da smo starši, ki dovolimo, da se ta otrok pade, poškoduje koleno pri 2 letih, dobi tisto negativno oceno, ne vem, v 6., 7. razredu, da spozna, a mu je to v redu, ali boš ti si v redu s tem, ali ti ni v redu, boš kaj naredil. Tako da pustiti otroka malo bolj iz rok, tle je ideja. Zdaj tisti, ki pa komplet pustijo, so pa zato, ker so, tujci je ena zgodba zase, tam je tudi jezikovna bariera, imamo še dodatne težave, ampak imamo tudi čisto normalne slovenske starše, ki so, ne vem, pri 2., 3. otroku že malo obupali in reče, jaz ne hodim več na roditeljske, ne nikamor, sem tega dotlele gor, itak se ne da nič spremeniti. In v resnici tisto, kar je on mislil, se res ne da spremeniti, ker on ne bo mogel sestaviti testa namesto učitelja, on ne bo mogel pregledati in seveda se dogajajo skozi ene težave, seveda je nekaj drugače, začnejo uro malo kasneje, 3 minute premalo so pisali in ja, to so vse stvari, ki jih moramo nekako zabeležiti, imeti v glavi, ne moramo pa vsakič skočiti in planiti na to stvar, ker life, življenje ni fair, in se bo še marsikdaj tako zgodilo. Moramo biti pa seveda skozi pozorni in vendarle opozarjati na kulturen, primeren način in potem šola vedno reče, ja, v redu, če pa mi kulturno nekaj poveste starši, šola praviloma sliši. Če prideš pa kot napadalec, jasno, kaj se zgodi. Iz velikega mesta prihajate, Celje vendarle je, jaz rečem, veliko mesto za slovenske razmere, kjer imate tudi pestro, verjetno etično sestavo. A je v zadnjih letih tudi to, kaj je vplivalo na dinamiko tega reševanja ali pa, bomo rekla, sodelovanja staršev in šole? Zagotovo. Kot je že Lara rekla, prvi so jezikovne bariere. Ravnatelji si že leta prizadevamo, da bi pred vpisom v 1. razred oziroma v šola pred šolanjem tujcev k nam res bila pripravljalnica. To Evropa pozna, pa nismo sposobni recimo tega narediti. Če bi bilo od mene odvisno, pa seveda od nas, bi rekla, tako je, včeraj bi moralo biti to urejeno in bi lahko bilo urejeno. Pomeni, tu je treba imeti samo resnično nekaj volje in to je to. In bi takoj s tem zmanjšali številne težave, ki pa se potem tukaj pojavijo. Jaz tako rečem, da imamo enako tudi nekaj tujcev, nimamo tako zelo veliko, kot recimo 2 čisto, ko sta v centru mesta, ampak imamo pa recimo 7 narodnosti. To kar nekaj pove. Res je, da so posamezniki, ampak za vsakim se je treba ukvarjati. Želim povedati toliko, seveda, iz nekaterih okolij, kulturnih okolij, ker potem je pa treba kulturna okolja poznati, nimajo niti te želje, da bi hodili v šolo. Tudi nimajo po kaj hoditi. Mi smo Albancem recimo prevajali, mi smo iskali prevajalce, da smo lahko prevedli, ko smo imeli družino tu, ker ni znal niti ene same besede, razen svojega jezika. Pa smo dobili recimo Kitajce, ki se je enako zgodilo. Želim povedati toliko, takrat si sam in pač nekako rešuješ. Mi smo otroke navajali, nudili vse, kar se da. Zelo težko je in tudi takrat ne morejo otroci medvrstniško kaj veliko pomagati. Nekaj lahko, ampak nekaj ne morejo. Pomeni, to je ena izmed stvari. Ampak jaz bi tujce dala kljub temu malo stran zdaj v tem trenutku in grem na prakso in izkušnje. A veste, kaj mi ugotavljamo zadnjih nekaj let? Pa ne samo po koroni, ker včasih ker eno obdobje smo imeli, vse je korona prinesla. Korona je veliko naredila slabega, še vedno so posledice, ki jih nismo odpravili, pa vendar mi se pogovarjamo o naših domačih družinah, če lahko tako rečemo, o družinskem okolju. Včeraj smo imeli komisijo za odloge, bom iz izkušnje tako izhajala.
13 jih imamo letos na seznamu, blazno veliko, to je pol oddelka skoraj da. In seveda tam veste, da je komisija od zdravnice naprej. Veste, kaj smo ugotovili? Da niti enega od teh 13, ki so predlagani, nikjer ne piše, kaj je hudo veliko, kaj je narobe. Od teh smo pri 2 ugotovili, da je zdravstveno stanje v ozadju, drugo je pa vse dosti normalno. To, da ima otrok artikulacijske motnje, to ni nič, ker to se potem ravno zato moraš hitro v šolo, da ti začne nekdo strokovno res delati. Ugotavljamo velike oblike zanemarjenosti. To moram povedati tukaj, iz našega okolja. To ni tuje govoreče okolje. Zanemarjenosti seveda to niso zanemarjenosti v izgledu, ampak govorne zanemarjenosti, gibalne zanemarjenosti, čustvene zanemarjenosti, hude oblike. In smo jih včeraj odkrili z nog, ti bojo seveda ostali doma, ampak ti so otroci s težavami, ki jih tudi 1 leto podaljšanja v vrtcu ne bodo rešili. A veste, kaj je pa najbolj šokantno, to je pa za točno današnjo temo, da od tega je zdravnica rekla, a veste, iz teh 5 se pa niso javili na zdravniški pregled, ker na sistematiko, ker jo morajo prej narediti, in se niso ne opravičili in mi jih nismo obravnavali. To je zdaj tista glavna točka. Pomeni, da imamo težavo. Pomeni, tu se pa lotevamo odgovornosti. Jaz, ko imam otroka za vstop v šolo, seveda jaz smo po ustavi, upam, da vemo, da je po ustavi potrebno otroku zagotoviti enake možnosti in da je to zelo pereč problem, s katerim se pa ne ukvarjamo kaj zelo veliko. Šolanje na domu je bil tak velik problem. So jeste porast. Ne? Mi smo imeli, takoj ko smo lani spremembo v zakonu naredili, moram povedati, so se skoraj vsi otroci vrnili nazaj v šolo. Želim povedati toliko, da država ima moč, da bi lahko regulirala te primere družin, kjer sami ali ne zmorejo, da se razumemo, ne bom obtožila, lahko tudi eni ne zmorejo, niso vešči ali pa tudi nekateri ne želijo. O tem se je vredno pogovarjati in tu mi potrebujemo starše. Takrat, ko mi dobimo otroka s temi težavami v šolo, 1. razred, pa še eno stvar v podkrepitev. Jaz sem tudi mestna svetnica in sem poslušala vrtce. Pretekli teden smo imeli poročanje, vsi javni zavodi. Vrtce, a veste, kak velik porast je? V 1 letu se je zgodil izjemen porast odločb, ki jih dobijo otroci že v vrtcu. Pomeni, za razne primanjkljaje, take in take, cela paleta jih je. Recimo, en vrtec je poročal, da je, če je lani imel, 15 odločb, jih ima v tem šolskem letu 43. Vrtec. Pa sem jaz rekla, čakajte malo, ampak ti pridejo pa jutri k nam, to so naši jutrišnji prvošolci. Pomeni, da mi dobimo koliko otrok z odločbami, ki zahteva vsako teh otrok drugačen pristop, neko drugo pomoč. Tu se nam zdaj dogajajo stvari in zato je krasno, da lahko o tem tudi rečemo. Tu bi starši potrebovali podporo, oporo, predvsem pa tudi odgovornost. Ne pozabiti, tu bi jih bilo treba zavezati. Ponovno, otrok, ki bo samo od nas dobil podporno okolje, bo premalo. Pa veste zakaj? Ker se vrača nazaj domov v to isto okolje popoldne. Samo toliko, da vemo, da so te težave, seveda mi potem iščemo razne oblike podpor, ampak tu bi želeli, da bi se država res vključila in pomagala na tem segmentu nam v šolah, ki potem sami iščemo različne načine, tudi tuje prakse. Veste koliko, jaz recimo sem sama tista, ki brskam po tujih praksah izjemno veliko, zato da bi vedeli, da bi se mi naučili. In tu je ključni problem, da smo tu spustili, in to so iz našega okolja. Pomeni, da nam je tu se nekaj zgodilo v tem širšem družbenem okolju. In včasih, tudi domača naloga v končni fazi, medgeneracijska pomoč, medvrstniška pomoč, ta je delovala. Ta je zelo delovala. Nekdo je imel težavo, mu je drugi pomagal. Mi smo z individualizmom absolutno naredili te meje. Medve zdaj sediva brez meje tukaj. Saj veste, kaj bi si postavili, če bi pisali test? Takle gor bi nam postavili, oziroma so si naredili bariero. Malo se šalim, ampak želim povedati, to je resna težava. In dokler mi tega ne bomo odprli na ta način, da je treba to začeti razreševati,
To si šole tudi želimo, da bi se tu starši slišali in da bi tudi država naredila tudi poteze, ki jih pa mora narediti torej tudi v spremembi. Lara, ko sem se pripravljal na ta podcast, sem večino svojega časa preživel na forumih, kjer so se starši pritoževali čez učitelje in šolnike, češ preveč naloge, pa kakšen test je, iščejo neznanje, kaj sem še našel. Naprimer, da je to nekaj, kar učijo, ki je popolnoma nepomembno za čas, v katerem živimo. Potem pa takole slišim ravnateljico, ki govori v resnici v obratni smeri in se mi zdi zelo pametno. Postavi ogledalo družbi, torej nam staršem, ki ne vidimo vse narobe samo doma, ne. Ali je tudi to ena izmed morda spremenjenih nalog, naprimer vašega združenja, da ker imate glas, moč, izkušnje, pa še nagovarjate starše, da morda malce bolj potrkate tudi na ta del, na svoj, na naš. Na naš, ja, starši. Ja, to mi tudi smo si malo vzeli k srcu, da nočemo biti tisti, ki, torej, tam, kamor daš fokus, tisto samo vidiš in gledaš. In če se mi skozi pogovarjamo samo o teh problemih, se nam zgodi v razredu točno to, kar se zdaj dogaja. Mi poprečnega učenca nimamo več. Imamo 2 problematičarja, 2 z odločbo in s temi 4 sedeva, ostali nimamo pojma. Ali pa polovica razreda ima status kulturnika, športnika, pišejo in samo 8 jih lahko vprašaš nenapovedano. Tako da tle so se stvari točno zaradi družbe tako močno spremenile, da jaz, če bi zdaj imela čarobno paličico, bi seveda to uredila z največjim veseljem, ampak to ne gre, to je cela družba, to je cel sistem. To so starši, ki sami nismo vzgojeni, da bi vzgajali. Mladina danes stara 20-25 let ti reče otroka, da bi imel, ne razumem, kaj misliš tem, to ne pride v poštev, v ta svet ne morem roditi otroka, ne znam, ne zmorem, nimam financ, skratka, oni dejansko se že tega lotevajo čizeno drugo logiko, Pri nas je nek nagon, še bil, vse tudi k njim verjetno še pride, ampak to imeti danes otroka, ga poslati v šolo, slediti zraven, to je tako naporno ratalo in ne bi smelo biti, In če bi starši, tisti, ki vidijo to kot resnično veliko težavo, vendarle stopili korak nazaj, realno ocenili, da nekaj je na otroku, nekaj je res na šoli, ni tako črno-belo, to hočem reči, vse je malo bolj centralno postavljeno, bi za dobro otroka na koncu več naredili, če bi manj se vpletali in kdaj dali tudi prav v šoli, tudi če ni bilo vse idealno, kdaj pa seveda ne, treba je jasno pretehtati, kdaj pa treba jasno povedati stvari in seveda že stotič na kulturen in spoštljiv način, ker ko tle začnejo enkrat padati ostre besede, smo se zaprli vsa vrata. In zaradi tega je danes tudi šolstvo tako problematično, zato ker tisti 3-4 ostri starši podrejo klimo celega razreda. Kaj pa, ko na primer vzamemo neko šolo na enem koncu Slovenije, pa na drugem koncu, nekje so starši prepričani, da je nivo v šoli previsok, na primer, nekje pa, da je prenizek, In ko se na primer malce pogovarjajo, rečejo, pri nas pa to delamo in ne. Kako je tukaj z vlogo staršev potem se mi zdi, da je to še ena tema, ki jo moramo odpreti do konca te šolske ure, To je res, ja. Mislim, niti ne rabimo iti prav daleč stran na sever pa na vzhod ali pa ne vem kaj. To je lahko sosednji razred ali sosednja šola, Tlele tudi ne bomo nič rešili zares, Z opozarjanjem na družbenih omrežjih si bomo spet zaprli vsa vrata. Če ima starš tak pomislek, naj stopi v šolo k temu učitelju, naj ga vpraša, s tem bo najprej pokazal, da ga zanima in predvsem ne pride ne s tem, glejte, vi ne znate, ampak pride z stavkom, mi prosim pojasnite, zakaj se tle učite te reči, tam smo pa videli z vprašanjem, z radovednostjo. Če ti pride z vprašanjem, ti bo na drugi strani največkrat se zgodi 80% dobro odgovorili, imajo argument, zakaj je tako, Včasih pa ne. Imam tak ekstremen zabaven primer, da so otroci v 4. razredu računalništva, ki začnejo spoznavati, bil je tam izbirni neobvezni predmet, imeli prvo vprašanje na testu, ni bila lih tako formulirana beseda, ampak kako da bi rekel, prosim, definicijo algoritma mi zapišite. In potem seveda starši so znoreli v razredu, gremo do učiteljice, tam ni bilo nekega hudega razumevanja, smo videli, da človek morda res ne obvlada tega v 4. razredu, da se pač, mislim, za algoritem definicijo še ljudje na faksu ti ne bojo tako stresli. Smo potem z ravnateljem ugotovili, da te pa predmet malo prilagoditi, ampak ni bilo kregarije, ni bilo dretja, ni bilo nič. Samo pač ugotovili smo, no to pač ne gre, dajmo mi zdaj kaj lahko pomagamo.
starš sem računalničar, bom jaz razložil. Glejte, otroci pri algoritmu ne rabijo tega besede, ampak samo da oni zastopijo, kaj je neče. Skratka, čist drug sistem je pokazal, kako bi se lahko to rešilo. In v tem smislu je dobro, da šola sliši tega starša, ki je prišel dobronamerno z eno dobro prakso, ne da ga a priori ustavi, in dobre šole to znajo. No, in bom kar to vprašanje k vam prekotalil, prav? A se zgodi kdaj kaj podobnega? Torej? Zagotovo, da se razumemo, tudi v šolah imamo učitelje, ki imajo težave. Veste, to je treba pošteno povedati. Zdaj v zadnjih letih, ker ni pravih, strokovno podkovanih učiteljev, je še kakšna težava več. Ampak vendar je to tudi na nek način, lahko rečemo, izkušnja in šola za to, da se znamo in se naučimo ravnati v kritičnih situacijah. To je ena stvar. To se mi zdi, da je zelo pomembna stvar. Dve drugi stvari pa bi želela tudi na to vezati, zakaj tudi do tega prihaja. Nam ni več na prvem mestu to, da otroci potrebujejo znanje. Mi smo šola, ki 20 let poslušam, 21. leto, kako smo zahtevni. Jaz prihajam iz take šole, ki nam kar naprej. Ampak seveda, mi to tudi vzdržimo. Pa veste zakaj? Ker spreminjamo vmes metode pouka, didaktiko pouka in seveda imamo argumente, ampak zakaj želim to povedati? In starši se absolutno nekateri, ne vsi, eni podpirajo in ploskajo, pa reče, ne, imajo dobro znanje, naprej nimajo nobenih težav, pa res nima naši otroci naprej težav, ker dobimo podatke nazaj, sicer pod mizo, ampak jih dobimo. Pomeni, da spremljamo naše otroke, kako so potem uspešni, ampak ti očitki seveda so prisotni pri tem. S tem, da pozabimo zelo pomembno stvar, da šola ni več na prvem mestu za marsikatero družino. Šola je včasih na drugem ali na tretjem mestu. Mnogo bolj pomembno je vse to, kar otroci počnejo, a veste tako, kot rečemo, za svojo dušo, za razvoj talentov in takole naprej. Cele popoldneve nekateri otroci hodijo, da se razumemo, veste kam, ena dejavnost, druga dejavnost, tretja dejavnost. A veste kaj je v skupnem imenovalcu povedano iz ust nekaterih staršev, kako obremenjeni so šolo. Jaz seveda te stvari jasno definiram takoj, pa rečem, ne, oprostite, do enih je bil v šoli, in do takrat je bil res šolo obremenjen. Po eni uri, ko ga jaz srečam, ko grem zvečer na pevsko vajo, da gre domov z violino na hrbtu, pomeni, da je hodil nekje drugje, ta isti otrok, ki je, želim povedati to, mi smo tu izgubili kompas, ne znamo več točno opredeliti, a je še pomembno, da otroci se res naučijo v temelju, nekaj se morajo naučiti. Branje je takšen problem. Ne? Kaj se je z branjem zgodilo? Nam so starši rekli, zakaj pa maltretirate otroke, da morajo brati. Pa sem jaz rekla, lejte, pa jaz mislim, da ste zgrešili šolo. Potem bo pa treba kam drugam, ko to ne bo treba početi. Želim povedati toliko. To so primeri, pa niso osamljeni primeri, pomeni, da smo mi seveda za otroke želimo razvijati talente, pozabili smo pa na temelj. Znanje je še vedno temelj za razvoj talenta. Ne moreš brez bralne spretnosti delati nič praktično v življenju. Ne moreš brez, matematičnih osnovnih zakonitosti delati. Poštevanka je odkrila 6. in časi 9. razred, da je ne znajo več. Pa lahko zdaj si kažemo s prstom ena druge, kolikor hočemo. Za mene še vedno, oprostite, avtomatizacija poštevanke je osnova, brez katere ne morejo delati praktično ničesar. Ničesar. Res, v matematiki ne, sem dobra matematičarka. Želim povedati toliko, tudi arhitekt pa ne moreš biti, ker nimaš, nekih stvari pač ne moreš. Želim to povedati, fokus smo mi obrnili nekam drugam. In če bi se samo to dogovorili, da bi rekli, ja, absolutno, lejte, šola, do tukaj sem in morate to narediti, od tam naprej pa seveda otroci morajo tudi imeti kakšno svojo dejavnost in jo morajo imeti in jo mi podpiramo, imajo v šoli možnosti in tudi izven. Želim povedati toliko, kako smo mi tudi obrnili na glavo neke stvari, da nam znanje ni več pomembno, da starši rečejo, to pa ni več potrebno, zakaj pa se tole uslarijo, učijo. Če veste, včasih je tudi fajn, veste, ko imaš pa tako en tak širok pogled. Razgledanost je tudi zelo pomembna. Ne boš, idiot, kot rečejo, tak kratek. Ampak res, pomeni, o tem bi se morali pogovarjati in dogovoriti, ne samo pogovarjati, tudi dogovoriti. A je to osnova ali ni? Tako da šolo smo razšolali,
tudi na ta način. In tu si pričakujemo spremembo. Veš kaj, ja, če smem še skočiti, absolutno da, ne, branje spoštevanka, tudi jaz tele vztrajam brez pardona, ampak še ena ful pomembna stvar, jemati otroke holistično, celostno. Ne. To se je zdaj izgubilo. Ne. Mi smo samo tle številke, gremo, hitro se bomo naučili, poštevanka, in otroci ne znajo dejansko, ne, ker se tega ne utrdi, ker je veliko vsega ostalega in ga ne jemljemo kot celostnega otroka. Ne. Torej, res, in to pogrešamo dejansko pri učiteljih, ki ne znajo tega prebrati. Ta otrok, bo odlična plesalka, pač ta ne bo matematičar, pač ta bo, ne vem, slikar, ne. Skratka, tam mu najdete močna področja, mu dati veljavo in ne ga skozi maltretirati, kaj vse on ne zna. Ker tu in tam se najde, ne, iskanje teh, kot rečemo, iskanje, kaj je lahko napaka v testu. Zadnjič je bilo, ne vem, kubični meter na kvadrat in, kubični meter na tretju, pa je. Skratka, ne bila taka besedna igra znotraj matematike. In tudi ni bilo na testu tako, da je bilo zdaj jasno, ne, mi vemo, da slonično pravilo je kvadratni meter in ne meter na kvadrat, ne. Ampak je bilo tako navzkrižno, na 3 je bilo v redu, na 2 pa ni bilo v redu povedano. Skratka, je bilo tako, kaj zdaj to iščemo in jaz nekako pozabimo 1 točka 2. Ampak se zgodijo take stvari in to potem zmoti starša, ta zadnja dlaka, češ, kaj zdaj tlele se gremo, otrok razume, kaj je meter na kvadrat, pa kaj je meter na kubik, pa tudi če je narobe povedal. Ne. In to je zdaj cela ena kolomocija. No. I vlake, ki vidimo, Celostnega otroka, ja, to nas skrbi. No. Mi bi res radi, da je otrok, mislim, če začnemo dosti zgodaj, če imajo v prvi triadi dobrega učitelja in da on prepozna in da da to informacijo naprej v 4., 5., dek tega glej, ta se mi zdi ful dobro v tem, in da ima za vsakega. Ne da je tisto opisno ocenjevanje dosega cilje, to nas ne zanima. Nas zanima, kaj ste vi videli in da bi učitelji na roditeljskem rekli, oziroma na govorilnih urah, dragi starš, kako pa vi vidite vašega otroka, kaj pa doma dela, kako pa vam gre, ne? Da bi bili izprašani kdaj, ne? Največkrat priješ sosedaš, on ti odrecitira, ti pokaže ocene, 10 minut, go home. Dej me praši, ne? Zdaj sta bili obe zelo zanimivi. Se mi zdi, da je Lara dala nekaj v razmislek učiteljem do jeseni, ne? Vi pa staršem, ne? In potem je ta trikotnik lahko sklenjen, ker eni vzgajamo doma, vi skrbite, vzgajate in učite v šoli, ne? Spoštovanje med obema skupinama pa rojeva morda potem ta močen trikotnika, ne? Je. In na dobrih šolah to deluje, absolutno. Mislim, pravilno je, da če imaš dobrega predsednika sveta staršev, se ravnatelj in predsednik staršev slišita. Vsakič, ko ona dva imata mobitele, živijo, veste kaj, smo mislili in si povesta vse, še predno se zgodijo vsi sestanki. Ampak zdaj ste omenila, oziroma Lara si omenila nekoga, ki je aktiven med starši, ne? Meni pa se zdi, da danes je najlažje biti aktiven na spletu, ne pa da imaš čas še za popoldanske dejavnosti v šoli, ne? Mi bi imeli čim manj šole starši, ne? Ja, ne, to je problem. A je manj aktivnih staršev, ko gre pa za takšne stvari? Mislim, ta stara generacija X, ne, to še imamo, tisto ta staro jugoslovansko logiko, mlajša generacija je dejansko pasivna. Več te pasivnosti, ne zdaj generalno, vidi se, da ta procent narašča, da je manj aktivnih, ampak jaz računam, da se tudi tole v zgodovini, kaj veš to zgodovino? Vse se zamerja, ne? Vse bo šlo, tudi to bomo rešili in čez svet bo tudi. Mogoče še vprašanje za vas, kako pa je z učiteljicami in učitelji, a je vendarle tudi tako, da je po nekaj letih, ko se mi zdi, da smo res bili na tisti točki, ko se je zdelo, da učitelj res ni spoštovan, zdaj govorimo spet, da brez učiteljev pa res ne bo nič, ne? A je zdaj spet to zavedanje, da imajo neko moč, da imajo neko odgovornost in da vendarle niso čisto sami in razumejo to, o čemer govori Lara, torej tudi kakšen obisk, kakšno izpraševanje, ne grožnje, ampak ta normalen stik dveh svetov. Ne, zagotovo, to sigurno, čeprav zdaj takole, ne, to je proces. To je treba poudariti, to se ne more zgoditi čez noč. Ni učiteljev, spoštovanje se bo povečalo. To je tako, kot bi si mi rekli, ne. Ja, ne, to je treba zelo paziti. Ja, zagotovo je to zavedanje, kako je dejansko velik primanjkljaj kadra učitelja, ni. To je zagotovo. Tudi starši razumejo to, no, karkoli samo, da je nauči. Tako je, samo da nekoga imajo. Čeprav seveda to pa jaz kot ravnateljica ne morem na to pristati, zaradi tega, ker imaš odgovornost do mlade generacije. Namreč, ker do otrok res moraš imeti to odgovornost. Kako? Ker tu jim moraš dati to trdno oporo in pa seveda pomoč, da lahko dobro delujejo. Tako da ja, ampak ne pozabiti, prihaja drugačna generacija učiteljev učiti.
To, ja. To je recimo stvar za naslednji podcast. Ne samo toliko, ne, absolutno. Spet je več dejavnikov, ki vplivajo. Mi bi si samo res to želeli, da je več slišanega izven spleta. Pomeni, da se nazaj vzpostavi neposredni stik. To se mi zdi, da je tako izjemnega pomena, ker res je, preprosto je, a veste, pisati tam, kje po spletu, zelo veliko je tudi tega zelo grdega izražanja, preklinjanja, zmerjanja. Veste, zakaj mi to vemo? Mi smo tudi organizatorji občinskega otroškega parlamenta, vse potem dogor. Sami otroci so izpostavili da prvič, kje oni to vidijo, vse tega jih ne učimo v šoli, no, mislim, da se razumemo. Oni to slišijo in vidijo nekje drugje. Jih pa moti, zanimivo, ne, da otroke to moti in da vejo, da tudi starši nekateri to počnejo. In seveda, ja, v šoli smo mi imeli primer, ko je učiteljica se spozabila. Želim povedati to, ampak to je treba odpreti, se pogovoriti in postaviti mejo. Tako je. Nič jasno pravilo, ki to drži, in tu se mi zdi, da imamo eno tako veliko priložnost, da le začnemo nazaj vzpostavljati, da si vzameš ta čas, greš za otroka v šolo in se pogovarjaš o tem, ker je otroku to izjemnega pomena. Na koncu bom vedno znova to rekla. Jaz sem ravnateljica, kjer me menda otroci najraje, mislim, tako zelo veliko se objemamo. Otroci nimajo zadržkov. Ampak veste, zaradi česa. Oni vejo, da lahko. Če pridejo me lahko objeti in seveda jaz jih z navdušenjem objamem. Kaj želim to sporočiti? Otroci so prehvaležni. Ko te vidijo, ti lahko izkažejo to, ker tega marsikateri otrok doma nima. Veste, zasvojenosti niso samo med mlado generacijo, niso samo med otroki. Danes je kar nekaj staršev zasvojenih s takimi in drugačnimi tehnologijami, resno zasvojenih, in otroci to gledajo in otroci to vidijo. Želim to povedati, kako pomembno je, da bi tu zdaj nekako ustavili ta vlak, ki drvi v napačno smer, in tisto, ko smo rekli, spoštovanje, autoriteto nazaj začeli, da je pomembno, imam težavo, grem jo rešiti, grem si poiskati pomoč. To naj bo sporočilo tudi tega. To lahko naredimo pa brez česarkoli drugega. Ravnatelji moramo poskrbeti pri učiteljih, absolutno z izobraževanji s podporo, da bodo oni razvili to, kar tudi marsikdo od mlade generacije nima razvito, in pa seveda vedeti, da ta generacija staršev, ki seveda si misli, da ve, jaz se globoko opravičujem, ampak to je res, si misli, da vse ve o šolskem sistemu, ne ve, ker v končni fazi zato pa smo strokovnjaki. Mi smo strokovnjaki za svoje področje, vsak starš je na svojem področju strokovnjak. In sam to, da se zavedamo tega, mi lahko pomagamo na tem področju, ko pa potrebujemo seveda pomoč na drugi strani, pa tudi mi prosimo. Tako da tu se mi zdi, da imamo eno tako lepo priložnost, pa predvsem za zadnji stavek, verjetno, ker smo na koncu, odgovornosti si moramo razdeliti. Ne pozabiti, odgovornosti si moramo razdeliti, ker namreč to, da je odgovornost sam na eni strani tehtnice, na drugi pa ni. Se veste, otroci so pa na jezičku, ker ne vejo, ne, na temle gor, to ni v redu. Ne, samo toliko, vsak svoj del odgovornosti opravi in to je to. In če bi to naredili, jaz sem prepričana, da bi ogromno otrok rešili hudih stisk, hudih travm, tudi tistih, veste, zdaj, ko se zelo režejo, ko imajo zelo velike težave, otroci, bi lahko jih rešili, preprečili bi lahko z našim zgledom, no, skupnim, takim dobrim. Veste, kaj pa otroci delajo? Gledajo te. Tako je, gledajo te. Ja, hvala lepa obema, odlične misli, upam, da jih bodo slišali na obeh straneh, pa potem tudi otroci, predvsem pa, da bodo, kot ste rekli, obe imeli dober vzgled, oziroma imeli dober vzgled. Hvala za obisk. Vam pa hvala lepa, verjamem, da je bilo tole dobro poslušati, upam tudi, da slišati, predvsem pa si tudi zapomniti. Hvala, ker ste bili z nami v enem od 12 podcastov. Kar nekaj tem smo načeli, verjamem, da jih lahko že najdete ali jih pa do konca tega sklopa še boste. Vse to, zato da bo naša šola prihodnosti šola vseh nas in bo tudi prihodnost seveda zato lepša in boljša. Nasvidenje.